You go, girl. Kolikrat se je zgodilo v 12-13-letni zgodovini, Aljaž, da je epizoda padla tako lepo na kakšen dan zmage, ki je hkrati dan Evrope. Saj parkrat se zgodi, dobro, petki 13. padejo za drug podcast, ne? To je nam sploh ljubo, ki spremljamo te številke in planete. Ne vem, zakaj kle govoriš v množini, ne? Lahko kar rečeš jednina, bo kar v redu. Lej, v dobrem in slabem sva, Aljaž, skupaj, ne se zdaj ven. Skratka, na dan zmage gre ta epizoda ven, oziroma dan Evrope, kar vam je ljubše, lahko tudi seveda oboje. Vprašala se bova z Aljažem in najinega gosta nekaj dosti preprostega. Kdo je tisti, ki danes zmaguje? Zakaj se tako radi v Sloveniji, če smo sploh kakšna posebnost, Aljaž, tako radi vračamo v preteklost, ne? Zakaj, ne vem, so naše meje še vedno tako emocionalna tema, kdo največ profitira, sploh kadar imava ta političen podcast, od tega, da se ves čas prepiramo o nekih starih zgodbah. Ja, res je. Tukaj se ne morem, da ne bi citiral oziroma po spominu navedel gosta, nekega drugega gosta, Metinega čaja, Samo Han, kaj pred meseci, morda kakšnim letom, ki je dejal, da je bila prihodnost včasih lepša. In potem se mi zdi, pa bova videla, če se najin današnji gost s tem strinja, ali pa če je to dobra iztočnica, da se v bistvu mi kregamo o tem, čigava prihodnost je bila včasih lepša in ali jo danes in čigava prihodnost danes živimo. Tako da za dan zmage, za dan Evrope, za cel kup simbolnih pomenov, ki pritičajo temu zgodnjem majskem obdobju, v Metinem čaju prav lepo pozdravljam dr. Marka Zajca. Marko, živjo. Lep pozdrav. Dober dan, 319. epizoda, ki jo bova začela tako kot skoraj, če ne, skoraj vse bom rekla, ker kakšne na začetku so bile brez tega, ampak ko oba z Aljažem pobarava gosta, da se nam mal predstavi. Zdaj za tiste, ki te ne poznajo, kdo je Marko Zajc, s čim se ukvarja, pa če je za izpostaviti kakšno medijsko alinejo, še toliko boljš. Izvoli. Zdaj se moram jaz predstaviti. V redu. Ja, zdaj je ta minutka. Aha, v redu. Jaz sem Marko Zajc z Inštituta za novejšo zgodovino, sem zgodovinar, sem tudi predavatelj na Fakulteti za humanistične študije. Sem rojen sredi 70-ih, tako da ne morem reči, da sem mlada generacija, ampak rečem, da sem mlajša srednja, seveda, zgodovina. Najlepša leta. To je že tako. In sem drugače, kar se medijskega tiče, se občasno pojavim s kakšnim intervjujem in s kakšnim medijskim vložkom. Sem pa najbolj ponosen v življenju, da sem bil soavtor in ustvarjalec oddaje Kocine zgodovine na Radiu Študent. Mislim, da od leta 1999 do 2003-2004 ali nekaj takega. Glih sva z Aljažem, preden si se nama pridružil, sva se pogovarjala o tem, koliko enih dobrih kadrov se je izvalilo iz Radia Študent, pa me je Aljaž, ne bom rekla popravil, ampak rekel, 80-ta, 90-ta, ko se je še dobro delali in evo, še en primerek Kocine zgodovine. Kaj se je spremenila? Se je na Radiu Študent pol kaj spremenil tacga, da ne vem, verjetno te je pot odnesla nekam drugam, da nisi več tam delal, ne? Oziroma sodeloval. Pot me je že tja prinesla po nenavadnih poteh, tako da sem enkrat ugotovil, da kaj pa če bi jaz kaj počel še v življenju, poleg tega, da hangam tukaj po faksu in po žurih in nekaj bi pa ustvarjal, pa rabim študentsko delo. In pa sem prišel tja in sem rekel, jaz bi tukaj delal. So rekli, usedite se, tukaj je sestanek aktualne politične redakcije, v kateri sem obtičal. In potem so mi rekli, ne mislite, da boš od tega dobil velike denarje. Ponavadi si dobil mesečni zaslužek točno za eno pivo. Ne? Ampak sem ostal tam v naslednjih letih in bil popolni vesoljc, ampak nisem bil edini in je bilo to tudi to zelo fino. No? Jaz mislim tudi, da zdaj sem nekajkrat stikal z njimi, da del tega je še ostalo in da to, da Radio Študent nima take vloge, je mogoče predvsem stvar neke nove strukture. Ne? Mislim pa, da imajo vsaj kar eno visoko poslušanost, vsaj par let nazaj so imeli, predvsem po teh podcastih oziroma teh oddajah, ki jih imajo. No? Tako da imajo nek svoj milje in delajo
malo ludo, ampak vedno se je to tako delalo. Pa vedno so bili v krizi, sej mora biti. Ne? Drugače skoraj ne gre. Ne? Marko, eden od povodov za to, da se mi danes tukaj pogovarjamo, je tudi, dobro, sej to ni edin tak datum, ne? Ampak vsakoletno obhajanje pa dneva zmage, pa zdaj ponovno dneva Evrope, teh simbolov, ritualov, ki ne bi jih po eni strani imela vsaka družba, vsaka moderna družba, in hkrati se pa zdi, da so v Sloveniji sporni, ne vem, da če sporni, ali pa da se vsakič znova nekako reinterpretirajo in da se mogoče tudi, da jih isti ljudje včasih malo drugače interpretirajo, glede na to, v kakšni situaciji družba je. Skratka, kdo je tisti v Sloveniji, katera celica družbe določa, kaj je primeren spomin in kaj je pravilen spomin? Družina, seveda, se edina celica družbe, kot je zdaj spet moderno reči. Dejansko veliko najbrž pomeni družina, če dalje bolj mogoče, zato ker živimo predvsem v veliko fragmentiranem svetu. Katera je tista celica družbe, katera je tista del, ki določa pravite, kaj je dan zmage, kateri so zmage. Najprej povem. Kot prvo se mi zdi, da je treba se premisliti besed obletnice. Ne? Obletnice so nekaj, kar jaz malo ne maram, ne? Ampak po drugi strani so mi pa izredno zanimive. Ne? Mislim, zdaj, kaj ima druga svetovna vojna s tem, da je prišlo, ali pa konc druge svetovne vojne, začetek Evrope, če hočemo postaviti, tem, da imamo zdaj določeno število let, vsako leto, da se ponovi, s tem v bistvu nima. Tukaj ni nobene kauzalne povezave med obletnicami in dogodkov. Dogodki so, oziroma procesi so, obletnice so pa neke zadeve, katere mi limamo nazaj. In še zlasti, kadar so okrogle, isto nimajo smisla. Tako da, če je 80-letnica, če je 100-letnica, obletnica nam nič ne pove. Po drugi strani pa, kot si že rekel, Aljaž, se je pa to priložnost, da se spomnimo nečesa, ne, in kaj praznujemo. Jaz mislim, da Slovenija tukaj ni nobena izjema in da vsi ima pa neke svoje značilnosti, ker smo pač druga država. Ne? In seveda najbolj, kar lahko vidimo in kar vsak pogleda, je to, da je, ali je konec, o tem pa zdaj se že res govori skoraj celo generacijo, no? Da je konec druge svetovne vojne, pa da ni več povojnega sveta. Ja, pa sej ga ni že tam od leta 88, 91 in se je začela neka druga pot in da tudi stalnosti ni, ali pa to, da ni bilo vojne, pa saj so bile jugoslovanske vojne in tako naprej. Tako da, obletnice nam več povejo o nam samim, o tem, kakšna družba smo, kakor pa o tem. Tako da jaz z veseljem seveda prisluhnem, kaj rečejo pri teh obletnicah. Zdaj pa, če bi poprašal, kaj se zlasti pri obletnicah zaključka druge svetovne vojne oziroma bilo v Sloveniji, je pa tukaj se spreminja glede na leta. Včasih je bil bolj se mi zdi še v nekih 10 let nazaj, 15 let nazaj se poudarjal nacionalizem in neka taka skupna ideologija, da so recimo tudi zelo pazili pri 70-letni obletnici druge svetovne vojne. Zaključku je bilo tako, taka partizanska pesem je bila na prireditvi, da ni bila mogoče preveč za drugo stran, recimo bolj pahorjanski pristop tukaj. Ne? V zadnjem času pa je ta pač polarizacija mogoče prišla tudi tukaj bolj do izraza in da je odločena politična opcija ignorira ali pa izenačuje, druga pa mogoče za nalaš izpostavlja ta boj, ki pa je seveda v neskladju z realnostjo. Še zlasti izpostavljanje teh, kako bi rekel, socialnih vredlin, kar je novost, ker ravno po osamosvojitvi prvih 2 desetletjih se je skozi izpostavljala pomen nacionalnega momenta pri slovenski narodni osvobodilni borbi in tako naprej.
Pa to so pa potem grdi komunisti izkoristili, da so prišli na oblast. Ne. Zdaj se mi zdi v tem zadnjem obdobju, mogoče tudi vpliv Levice, ki je bila vladna stranka, mogoče tudi vpliv na splošno polarizacije, se pa spet mogoče izpostavlja bolj tudi socialni boj kot en pomemben moment. Ampak to je spet v odnosu do sedanjosti, kakršno pa živimo. Ne vem, če sem odgovoril v tej smeri. Aljaž, si zadovoljen? Ja, ne, super, pač milijon dodatnih vprašanj, ampak Nataša, izvoli. Oficialna titula, Marko, je med drugim vodja programa Politična zgodovina na Inštitutu za novejšo zgodovino, zdaj pa sam za razjasnitev tega novejše, starejše. Kaj se šteje kot novejša, kaj kot starejša zgodovina? Od kje do kje in ali je tu enotno mnenje glede tega? Ali pač nekje moramo vsaki državi zagrabiti. po svoje? Novejša zgodovina No, je sej. to, kolikor jaz lahko zagrabim. Novejša zgodovina je običajno pri nas, recimo v Nemčiji so bolj striktni, pa rečejo Zeitgeschichte kot sodobna zgodovina, je tisto, kar se še lahko spominjamo, kar še lahko živimo. Skratka, še obstajajo ljudje, ki živijo. To bi bila sodobna. Novejša pa mi štejemo tam od 19. stoletja, od sredi 19. stoletja, mogoče pogojno tudi začetka 19. stoletja, in je bolj vezano na novejšo pač neko dobo, predvsem modernizacije, ki se je tukaj vzpostavila pri nas na nacionalni moment, na leto 1848, pomlad narodov in te zgodbe. Seveda v zahodnem svetu pa vsa novejša zgodovina je od Kolumba naprej. Ne, recimo. Ne. Zato so Nemci bolj pogruti po tem Zeitgeschichte in tukaj so zbirali razprave, ki so lahko zelo dolge in večkrat smo se odločili, da se s tem ne ukvarjamo, je pa to tradicija. Ne? Je pa to tradicija, da to je institucija nastala kot inštitut za zgodovino delavskega gibanja, ki jo imamo, naj še malo povemo o lastno institucijo, ki je od začetka imel ambicije, da bi bil inštitut za novejšo zgodovino Slovenije, vendar so ga bolj pustili v delavskem gibanju. Na začetku je bilo tukaj pač bolj starejši partizani, ki so se zanimali za partizanski boj, pa potem so prišle prve generacije kolegov, ki so nekateri zdaj že pokojni, ki so postavljali pol to zadevo. No, skratka, Inštitut za novejšo zgodovino se je preimenoval, mislim, da leta 87 ali 88 v duhu novih demokratičnih sprememb v družbi, pri čemer mu je, po mojem mnenju, za zelo dobro vzet, čeprav so se v glavnem hoteli ukvarjati z nacionalno zgodovino, niso vse, ta generacija tudi naredila ene čudovite 9 debele knjige o slovenski novejši zgodovini od 1848-1992, pa niso dali besedo nacionalna noter, tako da dan danes poskušamo iti preko meja naše lepe deželice, čeprav jo seveda upoštevamo. Predvsem kot Ja, kar. Imamo več zaposlenih tujcev, imamo 2 IRC projekta, imamo ene par Marie Curie projektov, tako da tukaj smo kar uspešni. No, mislim, v zadnjih letih sem kar zadovoljen. Drugače pa živimo v tistem, kar moja kolegica pravi, znanost je prekarizirana že skoraj 30 let pri nas, to je dejstvo, kar je prišlo po pojmi, kot so FTE pa raziskovalne ure. Program je najbolj stabilna oblika financiranja, zdaj se to stvari majčkeno spreminjajo, da bo to še bolj organizacijska oblika. Ampak, tako da... Razlog, zakaj sem to tudi vprašala, je, Aljaž, s tem podvprašanjem skočim noter, ker si nama poslal opis, ki ga vedno dodamo na stran ob gostu, in lepo piše: moje domovine so 3, Habsburška monarhija, Jugoslavija in Koseze. Kje je kle EU? EU je v Kosezah. Koseza, Ljubljanska občina, Slovenija in EU. No. Jaz mislim, da... nisem ga izpostavil, sem pa pomislil na to, da bi ga. In mislim, da EU je trenutno najbolj pomemben okvir za našo inštitucijo v tem trenutku, kjer poskušamo delovati, kjer smo in katere sredstva se podovati poskušamo pridobiti. Ampak to veste tudi vi v teh bolj svobodnih poklicih. Tudi mi smo na pol svobodni. No, to sem še prej hotel reči, moja kolegica, tudi naša sodelavka, ki je prišla tudi iz Srbije, mlajša, je rekla,
pač poskušamo biti na inštitutu, da smo te solidarnosti stare del ohranimo, pa da smo bolj vibrantni, pa rekla, pola komunizem, pola neoliberalizem. To smo. No, ampak sej tak pol, ne, nekje vmes, zdaj bom tezo postavil ali pa kaj, hipotezo. Prosim. Ampak se mi zdiš idealen za njeno preizkušanje ravno s tem tvojim pogledom od, ne vem, pomladi narodov, ne, kaj to, skoraj 180 let nazaj, do danes. V narativu, v dikciji, v javnem diskurzu, kot se temu reče, pogosto slišimo, ne, dobro, spet Slovenija tukaj ni izjema, ampak vendarle, tako hudo, kot je danes, še nikoli ni bilo. Tako zelo razdeljeni, kot smo danes, še nikoli nismo bili. Treba je najti enotnost države. Tudi če zdaj beremo te zadnje koalicijske teze, ne, 20 tez, ki jih je bodoči premier nabil na vrata ostalih dveh strank, ne, je enotnost, nacionalnost in tako so pač te buzzwordi, ki se zdijo tako kontroverzni. Ne? Ampak se motim, če rečem, da je bila razdeljenost in kaj to? Skajfanost, ne, z lepo ljubljanščino med Slovenci, med različnimi skupinami Slovencev prej pravilo kot izjema, da so bila ta obdobje enotnosti v resnici zelo redka in v zgodovinskem merilu relativno kratkotrajna. Seveda, mislim, zdaj kot prvo, Slovenci nismo nobena izjema, ne, kot nacionalna skupnost, pri čem mislim zelo konstruktivistično kot nacionalna skupnost. Ja, absolutno, no, sej vsaka najbolj elementarna značilnost modernega političnega prostora, kar lahko v širšem smislu vsaj rečemo od leta 1848, pa tudi še prej, če hočete, od te moderne dobe, parlamentarizem, politika, časopisi, najprej pač neke skupine ljudi, potem stranke kot množično gibanje in zdaj stranke kot podjetje, očitno. Stvari so seveda, razdeljenost je nekaj, kar obstaja in je vprašanje, kako se s to razdeljenostjo ukvarjamo, ne? Na kakšen način, zakaj se pri nas vidi kot velik problem ta razklanost, ne, na dva pola, ampak jaz ga ne vidim. Tudi ne nazadnje lahko opazimo polariziranost, ne, ampak razklanost na skupine, ko sem pogledal tudi po koncu, po volitvah, tisto pahljačo, tam noben ni bil pretirano srečen, in nisem videl ene dva dela. Ne. Lahko govorimo o polarizaciji, ne vem, če bi pa govorili o razklanosti. Ta razklanost, ne, je ta dualizem percepcije, ki se vleče tudi za nazaj, ima več vidikov. Ne. Po eni strani je ta razklanost, ideologija razklanosti, recimo, je za slovensko sodobno državo pač bilo položeno v zibelko. Pač ena izmed skupin, ki je naj bi veljala, pa tudi dejansko so ustvarjala dosti politiko spomina ali pa politiko nasplošno, da seveda skupina intelektualcev okoli Nove revije, z spomenko Hribar, Tijatom Hribarjem, Dimitrijem Ruplom in tako naprej. In ti ljudje so bili zelo razgledani, po drugi strani so pa imeli eno tako historično zavest in so videli kot veliko nesrečo slovenskega prostora, to pač nek komunizem. Zanimivo je, da so dosti bili takrat liberalno razpoloženi in so videli, da je bil včasih pa problem, da je bila preveč močna katoliška cerkev, se pravi desnica. In to je dosti dejstvo, ki se ga da pogledati, še zlasti pred drugo svetovno vojno. In potem so iz tega izpeljali ta sklep, da je najboljš, da je tukaj neka razklanost, ki je treba rešiti prek sprave in tako naprej. Še zlasti ta travmatična izkušnja druge svetovne vojne, ločiti, kar je dobro, slabo, v vojni in tako naprej, kaj je bilo dobro in slabo v narodnoosvobodilni vojni, pa poboji in vse te zadeve, vse te travmatične, kako se s tem soočiti. Zdaj mislim, zelo zanimiva
pozitivna stran, ki niso samo oni za to odgovorni, ne, je to, da smo Slovenci dobili, da je Slovenija dobila proporcionalni sistem. Ker to se mi zelo jasno, da je pa res potrebno paziti, da ne bi slučajno prišlo do polarizacije in zdaj imamo pač, kar imamo, polarizacijo v proporcionalnem sistemu. Ne vem, če sem odgovoril, ampak glede tega, te vprašanje razkladu, včasih Slovenci gledamo na svojo zgodovino oziroma sploh v javnosti se pokaže, zakaj smo Slovenci taki pa taki, pa sej so, poglejte, čez mejo, pa Hrvati, pa sej ste na morju, a je to, kaj manj razkladosti. Samo drugi gabariti so drugače postavljeni, ne vem, v Italiji, v Avstriji, ne vem, in tako naprej. A pa je ta razklanost danes vsem večja, kot je bila 50, 100, ne vem, 30 let nazaj, ali smo tam ves čas? Ko govorimo o razklanosti, govorimo o percepciji razklanosti. Sej, če bi gledali societalno, najverjetneje smo še zmeraj ena čisto normalna družba, ki funkcionira, se ne pobijamo po ulici. No. In celo na Madžarskem se ne, no. Ker je bila zdaj tako popularno, ker je padel Orban, pa je prišla pač druga desna skupina, ki bo bolj demokratična. Levica pa sploh izpadla iz parlamenta, kakršnakoli. Zdaj, jaz to vprašanje, ali smo danes bolj razklani ali ne, bi pač poskušal rešiti, tako kot ponovadi, kakšen Slavoj Žižek rešuje, tako da bi rekel, ja, vprašanje ni pravo, obe rešitvi sta napačni. Ne. Z vsem spoštovanjem do vprašanja, pa ki je logično, seveda, ljudje se to sprašujejo, ne, zakaj, če mi skozi govorijo o tej razkladosti. Ne, mislim, ena izmed načinov, da se borimo proti temu, je, da pogledamo bolj trezno, sproščeno na zgodovino, brez teh ideološkega grdi, slabi, brez herojstva. Jaz sem tudi velik nasprotnik herojev, no heroes anymore, je za mene geslo. Ne. Grozen človek sem na koncu glede tega. No. Ne maram herojev, ne maram obletnic, pa še to sem tudi zapisal v svoji predstavitvi, da nisem ljubitelj zgodovine. Ja, z kavejati, ne. Ampak s tem se ukvarjam. Kdo danes, Marko, po tvojem v bistvu odloča česa, ko si že govoril o tem malo o spominjanju, pa tako, česa se bomo spominjali? A je to danes bolj stroka, ki bi mogla biti, ali je stroke premalo, pa je to bolj politika, ali so mediji klepovajo, česa bomo se spominjali, ali smo danes pa že tam, ko nam algoritmi povejo, česa se bomo spominjali? Ja, najverjetneje vsi tukaj malo. Mi si delamo utvare, da smo, ne? Oziroma poskušamo, interveniramo noter svojimi prostori, svojimi in se ne sliši. Ne? In takoj pod vprašanje na tem mestu, da ga ne zgubim, a vas je zgodovinarjev in zgodovinark dovolj v medijih glede na potrebe časa? Ne. Vprašanje je tudi, javni mediji nam dajo majčkeno več. No? Vsake toliko časa pride kakšen zgodovina, tudi v tem obliki poglobljeno na RTV Slo, in mogoče tudi kakšen večji privatni medij, da včasno, če je kakšna obletnica, seveda, ne, spet smo. No, vidiš. Ja, sej, eno izmed stvari, ki so se otepali na inštitutu, še prej, ki je bil Inštitut za delavske gibanje, je, da noče biti servis za proslave. Kajti pač funkcionarji so poklicali po telefonu, pa so rekli, dajte nam povedati kaj, ker zdaj je 30 let obletnica nekega odreda in zdaj dajte vi nek servis narediti in nam prišljite proslavo. Seveda, v drugem settingu so podobna pričakovanja tudi. Mi smo pa tudi kritični. Mislim, kar mi hočemo biti, hočemo pokazati. Ne, zgodovina nisem tukaj neka zgodba, smo pa zanimivosti, pa pa ampak pokazati, katere stvari so pomembne, ne, v ozadju, da večkrat se nam odločitve, ki so pomembne ali pa neki izzivi v družbi, se govori popolnoma, kot da smo v zraku, popolnoma brez zgodovinske ukoreninjenosti. Ne. In jaz bi se tukaj želel, mogoče, da smo večkrat pri kakšni taki, da se vpraša zgodovinarji tudi recimo pri socialnem sistemu, pri medijskem zakonu, mi imamo veliko zapovedati. Konec koncev imamo veliko zapovedati že v času od leta 1991. Jaz sem videl recimo pri svojih študentih, da oni nimajo nobenega odnosa do tega, kdo je bil Drnovšek.
Oni ne vejo, kdo je bil Milošević, oni ne vejo, Kučan, to se sliši. Mhm. Če to slišijo, mogoče sem tisti, ki so blizu, mogoče neki stranki, kjer je Kučan del neke ideologije, ki je kot sovrak in ne vem kaj. Ali pa obratno, ne vem, Janša je pač tam zdaj viden kot mogoče na levici kot Bav. Ampak odkot so ti prišli, kako so si ti ljudje, kakšni so bili ti odnosi, tudi kakšen je bil prej sistem, kakšna je bila ekonomija, jaz sicer nisem ekonomski zgodovina, zmeraj gotovim, da mi to znanje malo manjka, kakšna je bila politična misel, kakšna je bila mislim, te zadeve, mislim, da bi tukaj si želim več zgodovinarjev in tistih, ki se ukvarjamo s preteklostjo. Ne sem zgodovinar, lahko to politično sanje. Pri nas imamo digitalno humanistiko, ljudi, ki se ukvarjajo z novimi orodji pri parlamentarnih zapisnikih, recimo, ne. Lahko potegnejo ven določene besede in vidijo, kdaj so se uporabljali, kako so se uporabljali, s kakšnimi sentimenti in tako naprej. Ne. Mislim, da Hočeš reči, da te lahko podsukava za rokav z Aljažem, kdaj za special guest star na LDGD? Pa jaz sem, bom rekel, zdaj sem delal skromnega, pa rekel, lahko, navdušen bom, zato ker sem zelo vesel. Je res, da ste včasih malo preveč pametni, tudi v takem smislu, ampak ste res pametni, ne. Imam pa tukaj en drug problem pri vas, zelo raz vas poslušam, nisem pa navdušen toliko nad, mogoče to spet ena stvar moja, nad podcasti. Jaz sem rad radijske oddaje, ne pa tudi podcast. Kar pomeni, da bi, dajte narediti radijsko oddajo iz tega. To je to, eno in isto je. Ni. To lahko rečemo, zdaj bomo tako naredili uvod, se bomo rekli, poslušate podcast LDGD, ampak bomo rekli, poslušate radijsko oddajo LDGD. Dajte vi to narediti, ker drugače bo naredil AI agent. Bož da vi. No, vidiš, Marko Pantiša, ste glih za skup, ne po dolžini. Ja. Ne, jaz klepetam rad, to da upam, da mi bodo poslušali. To, če hočete, lahko govorim dolgo časa. Jaz vas rad poslušam in ste super. In če je to bilo kadarkoli ob 3 zjutraj, ni problema. Te bova podsukala za rokav. Ali zgodovina, narobe, ne zgodovina kot taka, ne, ampak a so te obletnice, ki so v bistvu so zelo reduktivne, kar si že sam prej omenil, ne, ker gre za nek skoraj arbitraren ali pa neključno postavljen datum, ali pa ki se je zgodil neključno, ki je bil vrhunec nekega procesa, ki se je dogajal prej in potem. Ne. Saj Ljubljana ni bila osvobojena samo 9. maja, predtem je bila bitka na Orlah, pa vse, kar se prej dogajalo, pa tudi dnevi potem so bili ravno tako ključni. Ravno tako za ustanovitev Evrope oziroma podpis rimske pogodbe. Ampak a so ti rituali, te obletnice, ta kongregacija na določenih mitoloških mestih, čemu to bolj služi? Družbeni koheziji ali legitimaciji vsakokratnega oblasti, režima, karkoli pa že? Ja, ne bi bilo oboje, seveda, ne. Družbeni koheziji ne bi te stvari služile že po sami definiciji, ne. Mi kot politična skupnost se moramo nekje prepoznati, ne. Zdaj tukaj pustimo, ali verjamemo, jaz sem pač človek zelo kritičen do nacionalizma, verjamem v modernistični izvor nacionalizma, verjamem v konstruktivistični, relacionistični in vse tako naprej, tako zelo relativno, ampak dejansko kot politična skupnost pač moraš imeti določene rituale, moraš imeti, kjer se ljudje prepoznajo sami sebe, noter. Zdaj pa vprašanje naše vsebine, kaj damo noter, ne. Seveda je pa ta legitimacijski moment tukaj vedno velik in je pri obeh, če rečemo, če zdaj vzamemo dva pola, pa razklanost, kako ste se prej govorili. Na desnici je seveda ta leto 0 osamosvojitev, oziroma prej je bila prej seveda smo vsi živeli v Sibiriji leta 1949, potem se je zasijala svoboda na modrem nebu, ne. In potem je spet prišla temni oblaki grde udbomafije in ta stvar seveda tukaj funkcionira. In tukaj se lahko vzpostavi kot tisti prelomni trenutek in potem tudi za nazaj in za naprej imaš ene zadeve, na katere stvari se bo ignoriralo ali pa poskušalo dati v nekam drugam. Pač na levici je oziroma na levo-liberalni je pa ta ideja, se mi zdi celo močkam bolj zanimiva. Jaz sem tukaj opazil parkrat pri teh komemoracijah in proslavah, tudi pri prejšnji vladi, je par zelo takih
narodnobudnih momentov, kot je recimo kot predsednik vlade lahko rekel pri kakšnih, ki bi bolj segali na desnico, ampak se lepo slišijo tudi pri še zlasti starejšem delu na levici. Tako da ja, tukaj se, kot se hotel reči, na levici se pa lovi nekaj drugega, lovi se pač ta moment partizanski, ta entuziazem za svobodi in tako naprej, biti seksi levičar. Po drugi strani pa je malo, ni tako dosti, prej si sicer menil, da zdaj prihaja nazaj, ampak ni pa tako dosti izpostavljeno, da gre za socialni upor. Tako da potem imaš občutek, da gre za neko vrsto retro šova, za neko vrsto cosplaya, bi tudi rekel, nekega rituala, ki pa je lahko tudi prazen. Ampak tukaj mislim, da se zmeraj znova reartikulira ta zgodovina tudi mogoče drugje. Recimo, če se spomnimo, koliko je bilo referenc, ko so po leta 10-12, kdaj so bile te vstaje, je bilo na osvobodilno fronto osvoboditev tudi vstaje je beseda, ki je išla iz tega diskurza, tako da te stvari udarijo ven in dobijo nek nov pomen v nekem novi strukturi in za nove potrebe. A gre na nek način, na nek način za memifikacijo družbe, kjer pač se nekaj zgodi, pač imaš nek mem, ki je potem ločen od svojega vira in zaživi neko svoje življenje, ker roko na srce, vstaja leta 41-42 je bila nekaj drugega kot tisto, kar se je dogajalo na Trgu Republike leta 12 ali pa kolesarjenje leta 20. Ne? Seveda, mislim, ena izmed stvar, kar je bilo zdaj je bilo pred kratkim razstava v Mestnem muzeju o Ljubljani med drugo svetovno vojno, najbolj presunljiv je bil en stol in tam zraven slike ene lepe mladenke, res lepe ženske, nasmejane in potem cela zgodba, kako so na tej stolu ubili. Tako da tukaj je nekaj, to je samo en primer. Mi na inštitutu pred leti v 90-ih, v začetku 2000-ih smo imeli projekt, še zdaj to na nek način traja, štetje žrtev druge svetovne vojne in to je 100,000, vse skupaj 100,000 ljudi mrtvih na sedanjem slovenskem ozemlju. Tisti, ki so izvirali iz tukaj. To je ena kataklizma, mislim, to se ne da. Ampak seveda, ravno zato to se pa vleče ven pomen nekim sodobnim protestom ali pa gibanjem ven iz tega. To nismo mi edina izjema, recimo veliko bolj mogoče še kakšni Srbiji, je tudi na Hrvaškem. V Srbiji je Jugoslavija sploh popularna, zato ker je videna Jugoslavija kot edina zadnja normalna država, ki so imeli na levici. In je prav gotovo je retro v bistvu pri mladih, ki niso tega doživeli, v bistvu politični program za prihodnost. Ni jugonostalgija, ampak je preteklost politični program. Tako da lahko. Iz tega vprašanja, iz tega terena politične zgodovine, kdaj in ker je seveda politike v teh dneh še dvakrat ali večkrat več kot sicer, kdaj zgodovina postane argument, kdaj izgovor, kdaj orožje in a obstajajo neki tipični politični trenutki, da temu tako rečem, ko se aktivira v narekovaju zgodovina? A so to, ne vem, volitve, referendumi, krize, kaj bi rekel? Ja, to mi je kar težko vprašanje, ampak mislim, da kakšnega pravila tukaj ni, kdaj se aktivira. Je pa tako kot pride prav, ne vem, pride prav seksualni škandal, recimo pri nasprotniku, ali pa karkoli, pride prav zgodovina tudi, mogoče takrat, ko tega seksualnega škandala ni. Je vedno tu. Ena čudovita stvar je pri zgodovini, da je tam. Vedno se da izbrskati. Se vidi recimo pri teh političnih pamfletih, še zlasti pri neki medijski hiši, ki ne bi zasledovala resnico, ali pa jih več teh je,
kjer ko jim zmanjka, je pa pač recimo kakšna zgodba o partizanih, ki so kakšno ančko spekli in To je pojedli vedno. in tako naprej. Ja, ne. ja, to je vedno Eh, zanimivo, ja. In kar jaz tukaj vidim, je seveda to, da naredi eno malo so ti ljudje so majčkeno tragični. Po eni strani to poudarjajo, nek problem, po drugi, kaj se je pa zgodilo, da so ene zadeve, ki so res problematične, zbanalizirali. Ne? Mislim, A lahko kakšen konkreten primer, ki ti pade na pamet ob tem? ne vem, mislim, da nasplošno, recimo, tudi že mislim, povojni poboji so pokol, pa kako lahko pokol izgleda drugače kot pokol, kot strašljivo, ne? Grozovito, z vsemi. Ampak, če ti stalno to poudarjaš, če ti stalno govoriš o tem, potem seveda pride do reakcije na drugi strani, da ti mi pa nehati s temi kostmi. Ne? Kar je seveda po svoje tudi žaljivo, ne, na zadnje. Ampak, čeprav potem pa pogledamo recimo te velike knjige, ki jih je takrat še šef tega odbora, ali kaj je že bil, urada za grobišča, Dežman delal, ki ima do tega malo očitno afinitete, kjer je bilo kot slikanica polno kostnjakov, arheološko zgledati, tako da bi bilo kakšno poročilo iz, ne vem, grobišča prazgodovinskega. In si potem človek misli, sej potem pa že zgubiš tisto pieteto do tega. Ali bi jaz hotel, da mi ga tako meji na pornografijo, no, na ta način, je nespoštljivo, ali je to v redu. A je to tisto, kar je pieteta? Ne? Tudi to govorim. Ne? A mogoče sami ti zagovorniki in niso ravno izmed tisti, ki jih s tem, ko jih vlečejo te ljudi ven in ne dajo miru in v bistvu in sami so sami nespoštljivi na nek način, čeprav sem prepričan, da nočejo biti, ker to so pač ljudje, ki so pripričani, da je to velik škandal. Ali pa tako, ko sem slišal, da so nekatere zdaj, da bi bile neke kostnice in potem to še ni urejeno, da so te kosti nekje v nekem skladišču v plastičnih vrečkah. Ne? A to hočemo, no, mislim. Tako da tukaj je, mislim, tukaj bi lahko zgodovinarji prišli zraven, ali pa tisti, ki govorijo o preteklosti, kot vprašanje, kako so se tudi drugje soočali s tem, kako so se odločali v Španiji, kako se soočajo ljudje v drugih delih, kakšnih drugih državah s kakšnimi takimi traumatičnimi dogodki in potem seveda se vprašati, na kakšen način je pravilno. Odgovora pa seveda ni, jaz nimam odgovora na tem, ko je treba kakšne. Tudi ali izpostavljati, ali je prav, da se izpostavlja katere žrtve pa katere ne, je to eno izmed vprašanj, na katerega nimam odgovora, sem pa, ne vem, ko sem razmišljal o tem večkrat, tudi enkrat zapisal, da nasilna dejanja, poskušal sem, malo sem mogoče preveč filozofiral, ampak nasilna dejanja so, ponovadi imajo nasilno dejanje, to res nasilno dejanje, kot recimo pokol, pa ima dve lastnosti. Ena je splošna, ena je pa posebna. Ne? Splošne lastnosti so pač pokol je pokol, kakršen pač je, grozen. Ne? In zmeraj izgleda podobno. Posebne značilnosti so pa, kdo je naredil, zakaj je naredil, kako je naredil in tako naprej. Zdaj, če ne upoštevamo enega ali pa če ne upoštevamo drugega, ne bomo tega dobro razumeli. Ne? Če bomo upoštevali samo ta splošni, potem je samo intenziteta važna, ali koliko ljudi je po mrtvih, pa se pa lahko gremo, naši mrtvi so bolj mrtvi kot vaši mrtvi in tako naprej. Če pa upoštevamo, kdo je to naredil, pa spet pridemo v cinizem in banalnost, da rečemo, te so naredili in tako naprej. Ampak, če damo to skupaj, vidimo vso tragiko in to lahko zgodovina naredi. Ne? Ta večpredstavnost, ki jo lahko pogledamo skupaj. In seveda, politična zloraba teh stvari pa je, da po potrebi postavijo eno specifiko, po potrebi pa drugo. Ne? In to se lepo vidi recimo pri povojnih pobojih, pa tudi v kakšnih partizanskih zadevah, tudi na levici niso imuni do teh postopkov. No? Se ravno to, ne, ker je ni, da se ne bi trudili. Prej si omenil zakonca Hribar, pa vse pač prizadevanja za spravo, tako dalje kot veliki akt, niti ne združevanja, ampak kaj je to? Healing, ne, je zdaj taka moderna
terapevtska beseda, ne, na neki nacionalni ravni, ampak se zdi, kot da vsakič, ko smo v situaciji, da bi lahko nekaj temu podobnega naredili, nekdo ugotovi, pa je čisto vse en, levo, desno, oranžno, zeleno, da nam pa te teme v resnici prav pridajo, da jih v odsotnosti drugih jih pač vržemo na mizo. Ne? Ker ni, da bi nam manjkalo družbenih kriz v zadnjih 20 letih. Moja priljubljena prilika sta bila ta dva kvadra tukaj, ne, ta spomenik vsem našim mrtvim, ki ga imamo. Je bil že samo dejstvo, da se moramo ukvarjati s tem, ali bomo imeli ta spomenik ali ne, je bila velika družbena, neka vrste metadebata. Ne? In se zdi, kot da ima vsaj slovenska politika neko patološko afiniteto do samih debat, do tega, da ta debata obstaja, da se ona kontinuira in da nima nobenega interesa, da bi se rešila. Ne vem točno, kaj se hotel vprašati, mogoče se hotel sam na tale orientirati. Ja, imam jaz ne par tukaj, zdaj se tukaj odpira toliko zanimivih vprašanj, da če gremo iz tega, slovenska politika ali to rabi, seveda ji pride prav. Ne? In jasno je, da pograbi vsaka stvar in tudi jaz tukaj ne bom preveč kritičen do njih, ker potem je vprašanje kura jajce, kdo je začel in ne pridemo nikamor. Ne? Sama zadeva pri spravi je pa, kot rečeno, jaz sem prepričan, da je to tudi tako del ideologije naše države po letu 1991 in sama ta koncept, ki ga je Spomenka Hribar izpostavil in se ga drži praktično še zmeraj, ne, in je zelo, meni se zdi tudi generacijska stvar. Ne. Recimo jaz, ko sem rojen v 70-ih in sem pač v 90-ih kot študent ali kot mlad videval ljudi zlomljene iz Balkana, meni beseda sprava ne deluje, meni se zdi nacionalistično, deluje mi nekaj, s čimer se jaz ne morem identificirati, pa nažalost več nisem tako mlad človek. Ne. Kaj šele mladim. Ne. In zdaj ti generacije teh ljudi, ki so bili pa baby boomeri in so potem sami ugotovili v procesu, sami so bili tudi del režima, mogoče del neke elite, da je ta, kaj se je zgodilo, kako so to odkrivali počasi. Ne. Za njih je pa bilo traumatično. Ne. In če so oni počutili neko olajšanje in se jim je zdelo, da je pa to zdaj pravilno, da se bomo pa zdaj spravili in tako naprej, plus tega, da je ta stvar tudi povezana z enim pogledom na družbo, ki bi lahko rekli tukaj heideggerijanski oziroma fenomenološki, ne? Kar je bilo to velika, tudi na vzhodu Evrope je bila ta velika kritika marksizma, predvsem preko fenomenologije in tukaj so seveda predvsem Tine Hribar, pa tudi Spomenka. Gledate to bolj kot neko narod, doživljanje, fenomen in to je, jaz mislim, da to ni taka dobra ideja, da mogoče v tistem trenutku to zelo bilo in problem pa je, mislim, vse mi je jasno, ta generacija tako čuti in ne ima to in če se je to prav, ampak ta ideja, da bi pa zdaj vsi mogli to posvojiti, ne, je pa seveda jaz sem popolnoma proti. Gre za koncept sprave je nam popolnoma tuj, že meni, kaj še mladim, zakaj, ne? V konfliktnih študijah je sprava takrat, ne vem, 90-ih v Severnem Irskem, potem, ko so se The Troubles končali. Tako neposredno po konfliktu zaživeti. Ne. Takrat je tisto, ker je pa res sprava, kjer moraš pa pozabiti, kaj boš postavljal, iskati, kjer ima tu transformativni, pomemben moment, kjer neke zločince, ki so nekaj naredili, pripeleš, transitional justice in tako naprej. Ne. To je mogoče v taki situaciji, v slovenski situaciji, v začetku 90-ih, 2000-ih in tako naprej, pa je ta stvar bila že takrat, se mi zdi, malo arhaična, ampak je pa prav prišla za bildanje, za neko družbeno kohezivnost, za bildanje, za delanje ene ideologije, ki pa je lahko pustila ob strani eno drugo stvar. Ne bom pa tlele po moja leva stran prišla ven izraza. In to je dejstvo, da je nova država razsula socialno strukturo in predvsem socialno državo. Pri nas smo je še kar dosti držali, recimo v primerjavi s kje drugje.
In tukaj je bilo, ta je tudi postala del nacionalne ideologije. In ta dva stebra, sta dva koronina, teh dveh stebrov Spomenka Hribar ni marala, je ugotovila, da to ni všeč, ker ona se je borila proti razklanosti, oni so pa to razklanost dali beton. In to dva stebra sta isto visoka, isto težka, pa drugačna. Enak volumen imate, samo malo drugače zgleda. Noter so pa kamni iz slovenskih rek, seveda, ne pa iz kakšnih drugih. In to je tukaj dosti simbolnega. Predvsem so pa tudi novinarji ugotavljali že takrat, da je pač rezultat tega, da so spomenika prazna in da je za influencerje čudoviti prazen prostor, ki ga lahko kamorkoli. Bile so tudi ideje, da bi oprimke gor dali, recimo, ne. Kar bi bilo ful zanimivo, skozi bilo polno tam. Absolutno. Absolutno, se to bi s tem, ali pa vsaj voda bi mogla biti, da bi lahko tam pa neka senca, da se nekaj dogaja in se mi zdelo. Ima pa tukaj več problemov. Kot prvič, to ni spomenik sprave, ampak spomenik žrtvam vsem vojn. Od kdaj? Ali so punske vojne še noter? Ne vem, ali so vojne proti Ilirom še tukaj? Potem imamo vprašanje, kaj pa tisti, ki niso Slovenci, ne? In skratka polno eni, kot je že večkrat omenila moja kolegica, umetnostna zgodovinarka Beti Žerovc, ki vam tudi priporočam, da je kaj povabite. Mi delamo v javni prostor neke spomenike, neko kulturo, politiko, ki sploh ne vemo zakaj zdaj, ne? Tukaj se je pojavil en spomenik, ki nobenemu ni jasno, natančno, kaj komerira, zakaj komerira. In potem pride do paradoksa, da pride nemški zunanji minister, pa nemški predsednik položiti venc na to spravo. Noter je pa tudi komemorira sodelavce nacistov. Ne? Tako, tega ni noben povedal in potem jim to povejo in niso bili srečni. Ne? Tako da tukaj je, da ne govorimo o napisu. Ne? Napis ima posebno čudovito zgodovino. Kako je že, dobina je ena, sem dodeljena, eno življenje in eno je smrt. Napisal Oton Župančič. Ampak Oton Župančič to ni napisal v vakumu. To ni napisal Oton Župančič kar tako. To je napisal nedolgo pred smrtjo za grobnico herojev, ki je pa zraven parlamenta in to dobrih par 100 metrov stran. Tam so res ljudje pokopani, ta zadnji kardel. In tam noter pa še piše, zdaj da vem, nekaj pozabil sem, natančno ne znam recitirati, ampak v dani smo stali, v življenje smo stali, kljub temu, da smo izbrali smrt, živimo. Ne, skratka, poanta je v tem, da tam, če damo še tisto drugo kitico zraven, tisto, ki jo je napisal zares Oton Župančič, potem ima povsem drugi kontekst, potem ima povsem drugačno zadevo, ne. Seveda, to je pa zanimivo, da to pa je bila ideja Spomenke Hribar in Spomenka Hribar tem ni videla nič slabe. In ker je to je že napisala, da je ideja, na kateri že leta 84, tistem eseju, ki so ga niso objavili, pa potem kasneje so še v 80-ih so objavili, Krivda in greh je ta esej, je napisala noter, da je da moramo narediti obelisk, na katerem bomo napisali, da je to pač vsem umrli, ne, mislim, da umrli. Enkrat sem naredil napako v enem svojem članku, pa me je popravila. Gospa ni bila srečna v svoji knjigi s tem, da sem jaz kritiziral, ampak pač, ja, tako je. No, evo, knjige so tudi neke sorte objav in Metin čaj je podcast tudi, ali pa predvsem tudi o medijih, o tem, kar je v javnem prostoru. Zdaj mal pa smo, kako politika zagrabi zgodovino, kako pa mediji po tvojem slovenski ravnajo zgodovino. Lepo, prijazno, kot je treba, ali opažaš prehuda poenostavljanja in podobno, površnost, napačne predstavitve, kakšno oceno bi nam dal? Ja, najlepše je, da vržejo mediji kakšno star stereotip. To zelo radi novinarji delajo. Kot recimo, ne vem, zadnjič bil je prispevek televizijski prispevek RTV Slovenija o železniški postaji in gradnjah na Jesenicah, kjer so našli stare tire in novinarka je rekla, da so ti tiri še od časa Marije Terezije.
Kar je bilo zanimivo, kajti Marija Terezija je naredila tire na Jesenicah, očitno lastnoročno, 30 let, preden je prva proga sploh bila speljana v Angliji. Ne? Tako da govorim o tem mogoče najbolj banalnem smislu tukaj. Ne? Potem podoben odnos je pač zgodovina zanimivost. Kot sem že enkrat omenil, da bi rad videl, da zgodovina ne bi zanimivost, ampak da bi bili del, da bi pomen naš bil nekje drugje, to je moja želja. In seveda obletnice. Povejte mi, kaj se je zgodilo, kaj sploh praznujemo zdaj. Kaj bi lahko izpostavili, a ne? Največji zgodovinar, sodeč po tem, pa je Pogačar, Roglič, pa mogoče še kdo. A res? Ja, seveda, ker oni pišejo zgodovino. Kadarkoli odpreš, pišejo zgodovino. Vidiš, tako rekoč vajna sodelavca, vajni sodelavci. Jaz mislim, da bi mogli mu dati mi vsaj neko habilitacijo. Spomenik. No, a bi Marko Zajc, doktor Marko Zajc glasoval za, da se postavi spomenik tem herojem? Zdaj sem malo neljub položaj postavila, ne? Ja, ampak samo abstraktni. Sam kakšne luči, kakšen žaromet nekam. Nobene busta, nobene face, nič. Postavite spomenik z nekimi abstraktnimi sredstvi za nekaj. Ker konec koncev, kiparji morajo tudi delati, se jim je treba dati kakšno. Jaz sem za javno plastiko, jaz sicer resnično ne razumem sodobne umetnosti, imam pa blazno rad. Jaz se sproščam jaz ne hodim v zgodovinske muzeje, kadar hodim po evropskih mestih, jaz hodim v muzej sodobne zgodovine. Ne vsej sodobne umetnosti. Ampak tako da čim bolj nore, čim bolj spomeniki lahko Dončiću, lahko, ne vem, tudi kakšne zanimivi, ne vem. Skratka, tale, ki je zraven kongresca za vsem žrtvam, bi komod bil lahko, ker je res ful visok, Jani Garnbret, pa je lepo ena špura gor. Jaz pa mislim, da bi mogli narediti potem tudi, ne naredijo pač prostor. Enkrat je Jani Garnbret, drugič bo mogoče nekdo smučal dol, ne vem. Vse je tako prazen, tako pomensko je prazen, da ga bi lahko zmeraj zapomnili in imeli vsi eno domovino tam. Pa sej na nek način, ravno to dela, ampak stroškovno dosti bolj učinkovito, ker ga pogledaš in si predstavljaš noter zgodovino, kot jo vidiš ti sam. Ne? Ja, sej po drugi strani je imela tukaj spomenka Hribar prav, ko je rekla, da to razklanost so dali v beton in so res. Dejansko. In to je tisto, kar smo bili prej, ta razklanost. Ja, očitno nekomu nekaj paše, da so razklani, da lahko politiki vedno rešujejo to razklanost grozno. Po potrebi. Zdaj enkrat je z desne, enkrat z leve, enkrat zeleni, en rdeči, enkrat beli. Pač razklanost reševati. Tako da to je pač ena varianta. Druga varianta je seveda, razklanost je laž, mi moramo iti v drugo smer, ki je pa tudi prisotna. No? Ampak, toliko o spomenikih. Živ spomenik neumnosti so peli Pankrti in bili so pred časom v tem smislu. No? Eno vprašanje še, preden se počasi premaknemo proti koncu. Ne glede na vse, je značilnost ali vsaj zahodnoevropskih demokracij, kamor se Slovenija nekako prišteva, da je v tem ideološko-prazničnem aparatu države je konec druge svetovne vojne eden od ključnih datumov. Ga seveda potem pokriva tudi simbolno nastanek Evropske unije, par let kasneje, oziroma Evropske skupnosti za premog in jeklo. Slovenija pa ne. Moj sorodnik je še za časa svojega življenja, ki je bil pač del tega odporniškega gibanja, je rekel, vsak pok puške se praznuje od raznih občin navzgor, ampak tistega dneva, ko je bilo pa vsega konc, pa ne. Ljubljana ima sicer svoj občinski praznik, ampak da bi na državni ravni rekel dan miru, tega pa nimamo. A to tudi kaj pove, ali je to neka vrste sam manifestacija tega, da miru, tudi ko je bil uradno podpisan v teh prostorih, še dolgo ni bilo?
Jaz mislim, da mogoče, ne vem, to res nimam odgovora na to vprašanje. Mogoče lahko špekuliram, da je del tega iz tega, da je ta politična elita tudi zaradi teh dejstva, da je prišlo da so bili ti poboji del slovenske in da so dobesedno zasenčili narodnoosvobodilni boj. Tudi, če pogledate učbenike, je noter popisalo toliko o pobojih kot o vseh 4-letni epopeji. Ne? Da so pač to politični bili pomembni, da je tukaj ne vemo točno, da me ne bo kdo preveč postavil. Mogoče tudi iz tega, včasih je tudi nek slučaj. Prva vlada je bila še po stari ustavi, je bila Demosova, ki do tem ni bila srečna. Naslednja vlada se je ukvarjala s prihodnostjo v Evropo, pot domov, pot v Evropo, pot v NATO, čeprav to mačkam bolj tako s tistenimi zobmi. In se mi zdi, da enostavno je bilo videno od tedanje elite kot brez veze, kot nekaj, kar se ne poudarja tako naprej. Plus tega, da smo zasedli vse ostale praznike, pa smo se raje dali okoli 1. maja. Kar mi je tukaj prišlo pri tem 1. maju, kar je seveda sveto, ne, to pa je edino lahko. Lahko se nam bo spremenil režim, lahko bomo dobili, ampak od 27. aprila do 2. maja sem prepričan, da v Sloveniji noben ne bo delal. Dejstvo, ne. To tudi vsi tujci tukaj čas izgubljeni tavajo okoli 28. aprila. Sem mi že povedal, vsi, ki pridejo, pač imamo tudi gostujoče. Tukaj nas ne bo, načeloma smo odprti, ampak nismo, to je neka. Domorodci imajo pač svoje neke rituale, ne? Ki vsi zginejo in noben ga ni. Tako da ta odnos, zdaj sem gledal, kako so vzpostavili, so se zmešal tukaj ta 1. maj, da bi mogoče bolj prevzel. 1. maj, 27. april imamo to, zakaj bi imeli še tisto. To predvidevam. Pri 1. maju je pa spet tako, čeprav sam 1. maj se dosti govori o delavskih pravicah, pa Rožnik, pa Gremo, pa Zastavce, pa Kresi, ne? Ampak sama struktura, kakšni so bili filmi, stari filmi mora biti na RTV-ju, to je jasno. Mislim, da za 1. maj je bil ravno zelo zanimivo, pa res ne imel smisel, slučajno sem ga gledal, ker sem rado prišel iz dopusta, je bil Tistega lepega dne. Tistega leta je krasen film, krasna komedija, ampak je zelo specifičen film, ki ni stvar Primorske, pa nima z delavskimi pravicami nič, ampak je pač odpor in pač kot prvič komedija, kot drugo zelo zanimivo nacionalna ideologija boljš funkcionira. Tam imaš celo socialno strukturo od župnika do zadnjega vaškega, ki so v redu, razen unih izdajalcev, ki se imajo za fašiste. In potem, ki na koncu jih malo mučijo in vsi smo veseli in srečni in zaljubljeni in imamo ljubezenske probleme. Da bi bil pa kakšen film o delavskih pravicah, o delavskih takih pa ni bilo. Tako da mislim, da se tukaj pri nas, to je tako dosti postmoderno, se kar delavske pravice skupaj mešajo z 2. svetovno vojno, pa mogoče, tudi zanimivo, zakaj so Dražgoše kot ena izmed takih polno drugih bitk, pa zanimivih bitk, pa mislim, se pravi, jaz nisem strokovnjak za 2. svetovno vojno, tudi zato, če se s tem ukvarjaš, to, kar so že stari partizani naredili, se ni nujno, da je vse res, ampak kaj se je vse dogajalo? Zakaj Dražgoše? Strašna stvar. Jaz mislim, da zaradi tega, ker v letu, v 90-2000 je zelo pasalo, da so izpostavili eno stvar, kjer so izpostavili krivdo, ne? Mislim, kjer so izpostavili pač lahko žrtev. Bogo civilno prebivalstvo je nasrkalo zaradi okupatorja in tako naprej. V tem smislu. In potem je to postalo nek nov ritual, kjer so Dražgoše postale najbolj pomemben del, čeprav najverjetneje bi najbrž najdel vsaj 10 drugih nekih dogodkov, vhod na Štajersko, konec koncev, Kajuh, karkoli, kjer bi lahko tudi bili bolj bogi, pa epopeje polno, in zgodbic tudi. Konec koncev lokalno prebivalstvo v Dražgošah nekako nima takšnega pogleda na to, kaj se je takrat in zakaj se je zgodilo, kar se je. Mimogrede pri lokalnem, a ni danes je preletelo pri socialnem omrežju, a ni osvoboditev Kočevja tudi praznik občinski? Pa da jaz ne bi vedela, naš občinski sicer ni maja meseca, je oktobra, to praznujemo, ampak bom šla prav preveriti 6. maj.
če je takrat bila osvoboditev No, Kočevja. kar naštudiri, Nataša. Hvala za nalogo, Ne, hvala za vem, nalogo. Mislim, Mi je zelo zelo redko grem všeč. na Facebook, pač sem večinoma na Blue Skyju, kar Aljaš No, ve. poglej. Je pa, ki mi bolj ustreza. No. Sem pa videl, da je nekaj priletelo in sem se malo tako nasmehnil. To je bilo pa res. Kočevje No, je pričakalo osvoboditelja, glede na to, ne vem, pač Kočevje ni bilo nobenega, po moje, takrat, kdo bi to predvideval. Je bilo to sesuto in prazno in uničeno, da vsemi preseljevanji in vsemi ofenzivami, ampak ki so se krasna. dogajali. Krasna istočnica, ko omenjaš zmago, da mogoče zadnje vprašanje, preden greva z Aljažem na zanimivost. In sem že na začetku omenila, da se bomo malo pogovarjali, kdo danes pravzaprav zmaguje. Evo, vprašanje na koncu, dr. Marko Zajc. Kdo danes zmaguje? Kdo so zmagovalci in zmagovalke zate? Ja, danes je zmagal kapital v Sloveniji, to je jasno. Ne? Mislim, gospodarska zbornica. Ja, ona je zmagala na volitvah. Njen program je zmagal na volitvah in zdaj se bo speljal bolj tako ali drugače. Pač gospodarska zbornica najbrž kot tisti obrtniki, ker mislim, da bodo oni gotovili, da mogoče to ni čisto 100% njihova zmaga. Biznis klub ali karkoli že je, okay, to je pač trenutno, to so trenutno zmagovalci pri nas. Kdo bo pa kjerkrat zmagal, mislim, da pač kot vsaka nobena zmaga ni dokončna in mislim, da tudi ta, ne vem, če so tisti glasovali za to, da so ti zmagali, no? Nekateri so, nekateri niso, ne vem. Ampak demokracija v času, v današnjem času je zmagovalna, no? Je pa zanimivo, da zmagovalec je lahko tudi tisti, ki ne zmaga. Tako se je zgodilo pri nas. Ne? Ja, in ne prvič. Ne? Ampak, a si ti slučajno ravno kar na pol citiral Churchilla? Nobena zmaga ni dokončna, noben poraz ni uničujoč. Upam, da ne, ker jaz res, en izmed spet sem govoril, kaj ne maram, je, da bi citiral Churchilla, ker vsi ga imajo radi. Ampak. Mi pa herojev, ne, a ne? Ja, ne, pa se delam, pa zmeraj na iste limenice padem, ne, tako da, pa povem isto stvar, ne, da bi hotel, ali pa sem kje pobral. Res, to so ene take splošne, jaz sem prepričan, da tudi, če vzamemo staro zavezo, bomo našli kakšno. Gotovo. Poleg tega, pač, poleg vseh Churchillovih citatov, ne, so vsi tisti, ki jih ni izrekel, pa so mu pripisani. Ne. Najverjetneje je podobno. Churchill pa Einstein sta samo govorila stvari. Mislim, kolikor je. V javnosti nista imela časa za karkoli drugega. Marko Zajc, ne maraš tega, ne, da bi zgodovina postala, da je reducirana na zanimivost, ampak vendarle, da si padel na limanice. Vsak met in čaj se konča z zanimivostjo, z nečim, kar gost si želi povedati, deliti z nama, s poslušalkami, poslušalci, ne nujno iz tvojega profesionalnega področja, lahko pač čist, ne vem, nek podatek, anekdota, nekaj, kar si želiš, da bi več ljudi vedelo, skratka, tell us something we don't know. Ja, zanimivost. Ja, sta mi napisala, da moram se spomniti na zanimivosti. Ni zanimivosti. Tukaj moram vaje razočarati, zato ker sem povsem šel mimo. Sem poskušal biti zanimiv toliko v srednjem delu, da mi je ta zanimivost. Je pa res, kot nekdo reče, da je treba povedati zanimivosti, vam jaz absolutno zmrznil. No. Ali je zgodovina zanimiva, ali zgodovina ni zanimiva, je pa vprašanje, kako je zagrabno. Mislim, da predvsem treba reči, da je, če smo že pri zanimivostih, jaz sem tako zanimivo začel, ker cele zgodovine so bile zanimivosti. So bili stražmojstri, ki so pobirali pijane ljudi po Ljubljani leta 1900 in tako naprej. Ne? In zanimivosti. Vedno mi šlo pa na živce ta, da si tam, jaz sem smeri hotel povedati kaj več, ampak predvsem je treba povedati, da zgodovinarji ne preučujemo zgodovine, samo, predvsem hočemo narediti preteklo sedanjost, ne?
in je pa 100-krat bolj zanimiva od tiste ideološke ali pa kakršnekoli zgodovine, take zgodbe ali pa tudi lokalne. Zato smo zgodovinari grozni ljudje. Smo brez duše po svoje za ljubitelje zgodovine. Jaz jih spoštujem, najdejo stotine stvari, ampak imajo čisto drug svoj mindset, mi smo pa strašni, vse uničimo. Dvignemo roko pa rečemo, to pa ni bilo tako. Ali pa rečemo, to pa ni važno. Ali pa saj ni važno, da je vaš, ne vem, pesnik bil najboljši v Sloveniji, saj slovenska identiteta takrat še ni obstajala. In potem kako si drzneš? S kolom laufajo za tabo in tako naprej. Nismo taki. Obstajajo tudi zgodovinarji, ki so zelo, zelo veseli s tem in tem bi lahko tudi govorili, ki imajo do tem tudi mlajša generacija, ki marsikakšni, ki radi govorijo tudi o kakšnih novih teorijah zamenjave ali pa kaj takega. Replacement. Obstajajo tudi taki, tudi v profesionalni zgodovini in to me skrbi. Ne zato, ker mislim, da so sami v sebi slabi ljudje, ampak zato, ker se mi zdi, da so prijazni in super ljudje, ki pa širijo ene zelo, zelo nevarne stvari in jim dajo legitimnost. In kar se meni zdi, da je to znanstveno, če smo že znanstvena disciplina. In ko smo že pri tem, vprosti Nataša, ampak ker sem eno vprašanje, pa sem jaz pozabil, ampak zdaj pa še res... Ne, kar da je. Sam da ne bo zanimivosti. Sam da me ne terati, da sem zanimiv. Ne, v bistvu bi te prosil za pojasnilo enega termina, ki si ga večkrat uporabil. In sicer govoril si o tem, da kako črtiš nacionalizem kot koncept. In si rekel, če sem se prav zapomnil, da pristajaš, verjameš v modernistični izvor nacionalizma. V teoriji preučevanja nacionalizmov je več pač teh smeri. Ena je primordialna, to nekdaj smo mi tukaj od Adama in Eve, druga je perennialistična, že dolgo smo tu. Ne? Modernistična je pa ta ideja, da je narod da je narod, kakršen je, nastal, da je specifična oblika etničnosti, ki je nastala zgolj z modernimi procesi, torej s kapitalizmom, z razvojem moderne države, z komunikacije, na različne načine tako gledajo. To imamo Benedikta Andersona z zamišljeno skupnostjo, skratka ti imaš, čutiš isti z nekom, ki ga ne poznaš, ne? To mogoče so mediji. Potem imamo Hobsbawma s kakšnimi izumljenimi tradicijami, ne? Ki se zmeri znova neke tradicije ali na novo uporabi ali pa popolnoma izumi. Gellner, ki je to dajal na industrijo, na industrializacijo. Skratka, to so tisti klasiki iz sredi 20. stoletja, ki so pač to postavili in to je pač tudi standard, večinski standard, kako se to gleda. Iz tega se večinoma razvija recimo temu mednarodni akademiji, ki se ukvarja z nacionalističnimi študijami, še zlasti v centru v Londonu, v New Yorku in tako naprej. Tako da, ja, jaz sem ta, je pa pri nas to še zmeraj tudi 50 let potem, kar že to obstaja, zna biti še zmeraj škandal za kakšne starejše kolege ali pa mlajše kolege, tudi nekatere, ki so bolj etnicistični, bolj narod, dajmo delati, tega je v slovenskem zgodovinopisju še zmeraj dosti. Dosti je pa tudi tega nekega vmesnega, kot sem jaz večkrat ugotovil, že hibridno, to, da načeloma so ljudje so modernistični, še zlasti ta generacija, recimo pred mano, ki so zdaj počasi grejo v penzijo, so zelo že odprti, so proti nenacionalistični, ampak nočejo pa še preveč, pa konec koncev so oni tudi ustvarjali samostojno Slovenijo. Noče biti preveč kritični, pa razpravljati o tem, da pa res nima etničnost ali pa to, da je v bistvu na nek način arbitrarno. Ne? Da to bo mogoče spisal druga, Slavoj Žižka, ki je že trdil že v 90-ih, že v 80-ih, da to preko filozofije, preko Lakanovska in tako naprej, da je ta da v bistvu ta ideja, da je totalno arbitrarna in da nacionalisti še preden veš, kaj to vse skupaj pomeni, na nek način. In nacionalizem seveda je pomemben in nacionaliteta in tudi ne znamo drugače imeti demokracije kot neke nacionalne enote, da bomo lahko imeli na eno nacionalno skupnost. Tako da tukaj ni rešitve. Ne pravim, da se mi zdi, da narod ne obstaja. Narod če hudičev obstaja. Samo ne obstaja na krvi, na sorodstvu
ampak obstaja kot ena politična in povezana tudi v spominu, ne? Zato je tudi zgodovina tako pomembna. Tako da to je zagovarjanje, jaz mislim, da to tudi je premalo v javnosti, vedno znova to povem, tudi svojim študentom to povem, pa etnicistične teorije brstijo. Tukaj ni, there is no learning process here. Zelo težko je to. Zato, ker se nam upira. Zato, ker se nam upira, ker nam je primordialno to narod je od nekdaj, tukaj smo Slovenci. Ne? Da, tudi, ko preučuješ nekega Slovenca iz leta 1870, nacionalista, to je bila njegova izbira, on je bil punker tistega časa, no? Da je šel kontra, da je rekel, ja, jaz sem Slovenc, to je za njega pomenilo nek in tako naprej. Težko se je v to nekako posvetiti. No, jaz pa dodam za konc, ker smo že prej Kočevska pa te datumi. 4. maja so meščani Kočevja, 6. 4. smo pozdravili osvoboditelje in v soboto 5. maja, 5. maja je bila takrat sobota, 45, so komunisti oziroma OF prevzeli oblast. Pazi to, šolski kronist je, berem spletne strani našega muzeja, je osvoboditev opisal tako: partizanska vojska je osvobodila Kočevje, mrtvo mesto je ob osvoboditvi nenadno zaživelo, z vodovi so svečano potrkavali in naznanjali zmago OF. Staro in mlado je navdušeno vzklikalo Titu, narodno-osvobodilni vojski in tovarišu Stalinu, prepevalo narodne in partizanske pesmi ter himno Hej Slovani. Tako da konec citata. Mi smo tako dočakali konec druge svetovne vojne in Kočevje, kot zanimivost, je bilo drugo najbolj porušeno mesto v Sloveniji. Zdaj pa izvajanje končano. Hvala za ta vložek in tudi meni je bilo zelo zanimivo. Sem si pa predstavljal nekaj podobnega, glede na ostalo zgodovinsko znanje, ki ga imam. Tako da, dr. Marko Zajc, najlepša hvala za gostovanje v podcastu Med in čaj. Ja, hvala vama, da ste me povabila. Jaz sem užival v tem. V bistvu zdaj, če po polici povedano, pojma nimam, toliko sem užival v pogovoru, da pojma nimam, kaj sem rekel. Dobrodošel v klub. Za večkrat poslušati. Hvala in vse dobro, lej. Enako, srečno. Upam, da lahko še kdaj potrkava na vrata. Z veseljem. Čau. Čau.